In vabim k besedi doktorja Žiga Turka, ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Prosim. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani svetniki, svetnice, poslanci, poslanke Državnega zbora, gospe in gospodje, drugi visoki gostje. Gospod predsednik, najprej dovolite, da se vam zahvalim za vabilo na to današnje srečanje, pa tudi za prijaznost, da ste spremenili uro začetka današnjega posveta in mi tako omogočili udeležbo. Že sedaj se moram vsem skupaj opravičiti, ker žal ne bom mogel sodelovati na celotnem posvetu. Bom pa z zanimanjem prebral vaše zaključke in tudi sodelavce, ki jih vidim v tejle dvorani, mi bodo povedali, kaj se je tukaj še dogajalo. Kultura ministrstvo ima. Pred natanko letom dni sem v Državnem zboru predstavil svoje izhodišča ob imenovanju za ministra in takoj sem bil deležen kritike zaradi odločitve Državnega zbora, ne moje, da združi kulturo, izobraževanje, znanost, šport in informacijsko družbo v eno ministrstvo. Nekateri so menili, še menijo, da je samostojnost Ministrstva za kulturo simbolnega pomena. In temu je dejansko težko oporekati. Posebej, ker je bila kultura dolgo časa skoraj vse, kar so Slovenci državotvornega imeli. Ampak zdaj imamo lastno državo z vsemi atributi državnosti. Kultura je eden od njih. Tudi je res, da manjša vlada je bolj operativna, sektori, ki jih združuje ministrstvo, pa so tesno povezani. Kultura tudi ni bila ukinjena, pa če je v kolumnah o tem še tako prikladno lagati. Drži. Zaradi varčevanja je bilo sredstev nekaj manj, podobno kakor za kaj drugega v tej državi. Ampak podpora kulturi sa strani ministrstva je ostala neokrnjena. Na prejšnjem ministrstvu za kulturo so bili 4 direktorati. Zdaj so 3. En direktorat, tistega za mednarodno sodelovanje, smo združili v službo, ki je pač skupna za mednarodno sodelovanje za vse ministrstvo. Na 3 direktoratih je en direktor nov, 2 direktorja sta pa ostala taka oziroma isti osebi, kot sta bili v prejšnjem mandatu in sta dobili tudi zdajle stalno imenovanje za naslednjih 5 let. Ministrstvo združuje 4 nekdanja ministrstva, torej kulturo, šolstvo, znanost in visoko šolstvo ter informacijsko družbo, na katero se včasih pozabi. Jaz imam 2 državna sekretarja za ta 4 področja in eden, spoštovan in cenjen urednik in esejist, pa tudi gledališki in filmski dramaturg ter soustanovitelj konec koncev Radia Študent in Nove revije Aleksander Zorn, se ukvarja izključno s kulturo. Eden od 2 državnih sekretarjev za enega od 4 področij. Tudi to kaže, da je bil naš odnos ministrstva in vlade do kulture spoštljiv, skrben, strokoven in nepolitičen. Nobene delujoče službe nismo ukinili. Znano je, da je vlada sprva načrtovala ukinitev vseh agencij, tudi Javne agencije za knjigo in Slovenskega filmskega centra. Takrat smo se pogovorili, skoraj leto je že tega, z delavci, s stroko in ocenili, da je smotrno, da obe agenciji ohranimo s priporočilom, da se tudi glede na proračunske težave primarno ukvarjata s programi in ne z strukturami. Združitev je bila v marsičem pozitivna. Temelji izobraževanja v 21. stoletju so zajeti v 4 K-jih. V kreativnosti, kolaboraciji oziroma sodelovanju, kritičnem mišljenju in komunikaciji. In kultura je tisti 5. K, ki povezuje vse druge. Delček povezovanja kulture in izobraževanja se dogaja na kulturnem bazarju. Na razstavnih prostorih v Cankarjevem domu se predstavlja okoli 300 kulturnih ustanov iz vse Slovenije s svojo ponudbo za šole, s svojo ponudbo za izobraževanje. In dobro je tudi, da se s skrbjo za medije in informacijsko družbo ukvarja isto ministrstvo. Se razvoj informacijskih tehnologij v temelju spreminja medije. Tudi marsikaj drugega sedaj delamo lažje in bolj učinkovito z manjšimi stroški. Naprimer tudi poenoteno delovanje slovenske kulture in znanosti na Dunaju, o čemer je vlada odločala prejšnji teden in okrog česar je bilo nekaj ropotanja. Ampak na koncu bomo ugotovili, da se bo poslej tudi kultura na Dunaju lahko naslonila na več kot 300-letno tradicijo
slovenske navzočnosti v tem mestu, kar je bilo med drugim koristno tudi za Prešerna, ki mu je ta ustanova s štipendijo omogočila študij. Glede mednarodnih pobud naj uvodoma omenim, da bomo v aprilu odprli razstavo slovenskih impresionistov na najbolj prestižni lokaciji v Parizu. Narodna galerija, ki je nosilec projekta, se dogovarja še o postavitvi razstave v Pragi, morda še v Madridu in Rimu. Vse to v času, ko je galerija zaprta zaradi obnovitvenih del, ki kažejo, demonstrirajo, da seveda še naprej vlagamo tudi v kulturno infrastrukturo. Potujoča razstava Silent Revolutions, ki prek oblikovanja povezuje gospodarstvo in umetnost, je bila na ogled v Milanu, Beogradu, Mariboru in v okviru svetovne prestolnice oblikovanja tudi v Helsinkih. Tudi lani smo organizirali predstavitev Republike Slovenije na arhitekturnem bienalu v Benetkah. Jaz si zdaj prizadevam, da bi bila prihodnje leto predstavitev Slovenije prenesena v skupne centralne razstavne prostore, kjer bi bila dostopnejša širšemu občinstvu. Ob tem ne smemo obiti skupnega kulturnega sklada z Ministrstvom za zunanje zadeve, tako imenovane kulturne žepnine, iz katerega smo lani odobrili 70 projektov. Seveda pa je v letu 2012 najpomembnejša mednarodna dejavnost v kulturi potekala v Mariboru, kjer so se celo leto vrstili dogodki ob Evropski prestolnici kulture. Ministrstvo je kljub krizi zagotovilo vsa predvidena proračunska sredstva, 10 milijonov evrov, in to ni tako malo, tisti, ki ste direktorji javnih zavodov z področja kulture, to veste. Na glasbenem področju moramo omeniti zlasti zelo uspešno evropsko turnejo Orkestra Slovenske filharmonije z operno primadono Ano Netrebko, postavitev najpomembnejše slovenske opere, stvaritve Marija Kogoja, Črne maske. Uprizoritev je nastala v sodelovanju obeh slovenskih nacionalnih opernih ansamblov pod vodstvom dirigenta Uroša Lajevca, ki je Kogojevo delo tudi revidiral. Med umetniškimi dosežki javnih zavodov v letu 2012 naj izpostavim koprodukcijo Veliki briljantni valček, kjer sta svoje moči združili obe drami, torej mariborska in ljubljanska, kot koproducent pa je bil vključen tudi EPK. Predstavo Nevihta v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega, ki je na osrednjem domačem festivalu dramskega gledališča Borštnikovo srečanje prejela skoraj vse razpoložljive nagrade, in odmevna mednarodna gostovanja Slovenskega mladinskega gledališča s predstavo Preklet naj bo izdajalec domovine. Med najpomembnejšimi dogodki na področju vizualne umetnosti v letu 2012 je treba omeniti jubilejni 10. bienale slovenske ilustracije, nagrado Richarda Jakopiča, Majski salon, fotografijo leta, mednarodni festival Svetlobna gverila, mednarodni bienale, fotočni trenutki, Fotopub, razstavo Plečnikovih nagrajencev, nagrado skupine Oho. Vse to seveda poznate. Naštevam zato, da je jasno, da kultura je, da je živa, da je le redko kakšen razpis prestavljen ali zmanjšan in da smo res nekoliko zaostrili pogoje za samozaposlene v kulturi. Samozaposlenih s pravico do plačila je bilo decembra leta 2011 1514, decembra leta 2012 pa jih je bilo 1515. Torej mnogo hrupa za nič manj, ampak za enega več. Skratka, ministrstvo je upoštevalo temeljno vodilo spodbujanja vrhunske izvirne ustvarjalnosti, trajnejšega zadovoljevanja kulturnih potreb, omogočanja celovitih in vsebinsko zaokroženih programov, podpore deficitarnim dejavnostim, zagotavljanju dostopnosti do zvrstno raznolike in kakovostne umetniške produkcije v slovenskem kulturnem prostoru ter zagotavljanja visoke zastopanosti slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Nič manj aktiven ni bil Direktorat za kulturno dediščino, ki je skupaj z občino Idrija in nekaterimi državnimi inštitucijami po 6 letih aktivnega dela v letu 2012 dosegel enega največjih možnih uspehov za državo na področju ohranjanja kulturne dediščine. To je vpis Idrije in njene dediščine na seznam UNESCO. Skupaj s Čehi zdaj pripravljamo UNESCO nominacijo še za dela Jožeta Plečnika.
Sprejete so bile spremembe zakona o varstvu kulturne dediščine glede državnega financiranja predhodnih arheoloških raziskav in dopolnitve zakona glede financiranja ohranjanja kulturne dediščine, ki bodo omogočile hitrejše in učinkovitejše ukrepanje na področju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine v primeru izrednih razmer in nujnih intervencij. Sprejet je bil pravilnik o arheoloških raziskavah in opredeljena metodologija za določitev izravnalnega ukrepa pri odstranitvi arheoloških ostalin. Sprejet je bil tudi pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, opisov razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za upravljanje javne službe muzejev. Vzpostavljen je register žive dediščine. V okviru registra nepremične kulturne dediščine je bil vzpostavljen sistem za elektronsko oddajo vloge za uporabo podatkov in prevzem podatkov. Izpeljan je bil postopek za razglasitev škofjeloškega pasijona za živo mojstrovino državnega pomena. Intervencijsko je bil zaščiten Vodnikov trg v Ljubljani, da ne bi bile ogrožene arheološke najdbe. V nove obnovljene prostore nekdanjih vojaških objektov na Vičavi je bil preseljen Pokrajinski arhiv na Ptuju. Šla je publikacija Slovensko-ruski odnosi v dokumentih od 12. stoletja do leta 1914, ki je rezultat večletnega projekta, v katerem so poleg Arhiva Republike Slovenije sodelovali tudi Ruska zvezna agencija za arhive, Ruski državni arhiv starih aktov in Inštitut za slavistiko Ruske akademije znanosti. Odmeven mednarodni projekt je bila tudi razstava Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji, ki so jo skupaj pripravili slovenski in hrvaški arhivi. Ustanovljen je bil svet direktorjev javnih arhivov kot strokovno posvetovalno telo ministra, pristojnega za arhive. Svet obravnava strokovna vprašanja in svetuje pri oblikovanju politike na področju arhivske dejavnosti. V preteklem letu smo odprli kulturno središče evropskih in vesoljskih tehnologij v Vitanju. To je projekt, ki so ga podpirale zadnje 3 vlade in ki je poklon našemu rojaku Hermanu Potočniku Nordungu. Mednarodno je bila zelo odmevna predstavitev Slovenije v okviru projekta Europeana 1914-1918 za zgodbami iz Prve svetovne vojne. Izpeljan je bil nov natečaj za narodno in univerzitetno knjižnico. Nagrajeni načrt, prvo izbrani načrt dokazuje, da imamo Slovenci odlične arhitekte, ki znajo združiti sodobnost s tradicijo in ministrstvo načrtuje njegovo realizacijo z evropskimi sredstvi v naslednji finančni perspektivi. Na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine je bila zaključena prenova konjušnice pri Ptujskem gradu, je bila zaključena prenova dvorca Strmol na Gorenjskem, je bila prenovljena Viteška dvorana na gradu Brežice in zagotovljena so bila interventna sredstva za poškodovano rusko kapelico na Vršiču in za streho Plečnikove mojstrovine cerkve svetega Mihaela na Barju. Zaključene so bile tudi obnove spomenikov v lasti občin, ki so na podlagi razpisa ministrstva pridobila sredstva EU, naprimer celostna prenova gradu Reichenburg v Brestanici, prva faza prenove dvorca Lantieri v Vipavski dolini, tretja faza prenova Knežjega dvorca v Celju in začela se je prenova vile Vipavže. Za galerijsko-muzejske namene so občine s sodelovanjem države popolnoma prenovile in povečale obalno galerijo v Piranu, za Gorenjski muzej prostore gradu Kizlštajn, kjer so uredili letno gledališče. Prenovljen je tudi muzej Ptuj-Ormož. Če se vrnem k splošnim vprašanjem, naj opozorim, da smo v tem času objavili in dali v javno razpravo 3 pomembne dokumente. Prvič, osnutek predloga o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, osnutek nacionalnega programa za kulturo 2014-2016, o katerem je povedal nekaj že gospod Brvar, in osnutek nacionalnega programa za jezikovno politiko 2012-2016. To so rezultati dolgotrajnega dela, pri katerem so sodelovali številni strokovnjaki. O vsebini teh dokumentov tukaj ne bom govoril. Mi smo odprli javno razpravo in pričakujemo pripombe vseh zainteresiranih posameznikov in skupin, na podlagi katerih bomo oblikovali končne predloge ter jih poslali najprej vladi in potem državnemu zboru v obravnavo in odobritev. Domnevam, da bomo tudi v državnem svetu imeli priložnost, da o tem poglobljeno spregovorimo in prvi korak v tej razpravi
kot prvi korak v tej razpravi vidim tudi današnje srečanje. Gospod predsednik, spoštovani udeleženci tega zbora, na kratko sem vam predstavil delo, ki smo ga v tem letu opravili na področju kulture. To delo so dejstva, ki dokazujejo, da kultura je, da Ministrstvo za kulturo je in da dobro dela. Leto, ki je za nami, ob upoštevanju težkega finančnega stanja cele države na področju kulture ni bilo nič slabše od prejšnjih let. Še več, z nekaterimi dosežki je celo izstopalo. Seveda pa v kulturi poznate tudi interpretacijo. Tu lahko z obžalovanjem ugotovim, da ta interpretacija v zadnjem letu dni pogosto ni upoštevala dejstev. Temeljila je na predsodkih, tudi na netočnostih. Razumem, da živimo v pluralni družbi, ki bi bila zelo dolgočasna, če bi vsi vse videli enako. Pluralnost se odraža tudi v kulturi in mi jo dosledno spoštujemo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport financira izobraževalno, znanstveno ali kulturno dejavnost nekaterih ljudi, ki so pod vlado ene barve kulturniki, pod vlado druge barve postanejo pa politiki. Financira pa tisto, kar delajo v službenem času in zdi se mi, da je prav, da je tako. K temu nas zavezujejo veljavne pogodbe in seveda tudi prepričanje, da sredstev za izobraževanje, znanost in kulturo ne smemo povezovati s politično opredelitvijo. To ni bilo vedno tako, celo v bližnji preteklosti ne. Ampak zagotavljam vam, da ministrstvo pod mojim vodstvom ni odobrilo nobenih, v narekovaju, umetniških projektov, katerih cilj bi bilo blatenje ali smešanje voditeljev trenutne opozicije. Kultura je povsod po svetu kritična do oblasti, tudi do politike, samo iz totalitarnih režimov in prejšnje vlade pa so znani primeri, ko bi žalitve političnih nasprotnikov financirali z javnimi sredstvi. Danes beremo veliko natolcevanja o politizaciji kulture in šolstva, katerih kronski dokaz je nekakšna časopisna kolumna. O politizaciji kulture iz prejšnjega mandata, bodimo pošteni, pa govorijo posneta ali izvedena dela, katerih strošek gre v 100.000 evrov. Gospe in gospodje, kultura je. Lansko leto so umetniki, ki so pripravili Prešernovo proslavo, ugasnili luč v Galusovi dvorani in nato pojasnili, da so s tem pokazali, kaj se zgodi, če ni kulture. Jaz kot preprost inženir sem takrat pomislil, da je tema ne, če ni kulture, ampak če ni elektrike, če ni tehnologije. Ampak če ni kulture, se pa izgubljajo spoštovanje, racionalnost, resnicoljubnost. Če ni kulture, se laže, se zavaja, se psuje. Če ni kulture, se krši nedotakljivost človekovega domovanja, se obešajo lutke, se ljudi pošilja v barbarin rov. Če ni kulture, izgineta sočutje in spoštovanje. Kultura ni mrknila v Cankarjevem domu, ampak pred njim. Še preden sem postal minister, sem se udeležil Prešernove proslave, pa so me sprejeli z žvižgi, žalitvami in nato sem doživel še marsikakšno osebno diskreditacijo. Grenko zadoščenje lahko najdem v dejstvu, da je bilo nesramnosti in odpora pred začetkom mandata skoraj da več, kot jih je po enem letu. To me napeljuje tudi na to, da diskontiram kakšne kritike, ki jih je z iste strani deležno moje delo. Včasih tudi upravičeno, včasih pa ne. Sicer pa kultura je. Bila je vse leto in bo tudi naprej. Ministrstvo za kulturo, ministrstvo odgovorno za kulturo je. Nocojšnja Prešernova proslava bo imela status državne proslave, čeprav je vlada nekoč sprejela sklep, da bosta državni proslavi samo tisti za dan samostojnosti in enotnosti in za dan neodvisnosti. V šolskem koledarju za letošnje leto smo vse šole zavezali, da organizirajo Prešernovo proslavo. Lani te zaveze ni bilo. Kultura je taka, kot smo jo ustvarili brez cenzure. Tudi brez cenzure Prešerna. Kitico, ki je motila cesarskega cenzorja, pojemo v himni.
hkrati pa naj bi pristajali na to, da nam partijski cenzor prekriža neko drugo kitico. Tam, kjer Prešeren zapiše, Bog živi nas, Slovence. Smo se mi v 150 letih naučili kaj strpnosti. Kultura je, kljub slovenskemu kolektivnemu samopomilovanju, na katerega med drugim kaže tudi dejstvo, da smo si za praznik izbrali dan pesnikove smrti in ne rojstva. K pesimizmu in samopomilovanju je v preteklem letu prispeval tudi del kulturnikov, ker nam gre jamranje očitno pač najboljše od rok. Tudi narodi imajo tisto, kar Eckhart Tolle imenuje pain body, boleče telo. In Slovenci tako radi najdemo veselje in zadovoljstvo vsaj v tem, da trpimo, da se pritožujemo, da se naslajamo nad svojimi napakami in neuspehi, da sami sebe tlačimo. Če se že ne moremo veseliti uspehov, najdemo nekaj veselja vsaj v samopomilovanju. In kultura k temu žal daje svoj prispevek, hrani slovensko samopomilovanje, kolektivni slovenski pain body. Koliko od radosti imamo v naši kulturi in koliko blatnih dolov in solznih dolin. V himni se še kar postavljamo v položaj naroda, ki prezeva nekje v neki temni noči in hrepeni dočaka dan. Gospe in gospodje, zdanilo se je že, čas je, da se začnemo obnašati svetlemu dnevu primerno. In dovolite mi, da zaključim z mislijo Aleksija de Tocquevilla, ki sem jo citiral tudi ob podelitvi Zoisovih nagrad znanstvenikom. Odkar so dela človeškega duha postala vir moči in bogatstva, je treba vsak napredek znanosti, vsako novo spoznanje, vsako novo idejo obravnavati kot zametek moči, ki je na dosegu ljudstva. Pesništvo, zgovornost, spomin, milina duha, žar domišljije, globina misli, vsi ti darovi, ki jih nebo deli na slepo srečo, so demokraciji koristili. In celo kadar so se znašli v posesti njenih nasprotnikov, so še vedno delali njej v prid, ker so poudarjali naravno veličino človeka. Zato mislijo stojim. V marsičem se ne strinjamo, v marsičem smo bili nasprotniki in verjetno še bomo. Ampak tudi nasprotovanje, če je kulturno, če je resnicoljubno, če je civilizirano, koristi demokraciji in poudarja naravno veličino človeka. Ta veličina pa je tisto, kar bi kultura morala praznovati, slaviti, opevati in to bomo na ministrstvu podpirali. Nekateri slovenski umetniki to znajo, nekateri pa, kot da nimajo več pravega navdiha, se ukvarjajo bolj s politiko, kar je tudi njihova pravica. Vsem želim prijazen kulturni praznik. Doktorju Žigi Turku, ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, se prav lepo zahvaljujem za tehtne besede, za izčrpno poročilo o nekaterih kulturnih dogodkih in dejavnostih v lanskem letu, na katere smo lahko upravičeno ponosni, konec koncev tudi za osebno zapisana mnenja, iz katerih je bila izražena tudi prizadetost, domnevam, da iskrena, o stanju v kulturi oziroma o razmerju med kulturo in politiko danes.